Prehajamo na določitev dnevnega reda 24. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 4. novembra 2016, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločili na podlagi prvega in petega odstavka 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Odbor za zdravstvo Državnemu zboru predlaga, da z dnevnega reda 24. seje umakne 18. točko, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti ter jo uvrsti na naslednjo sejo zbora. Predlog ste prejeli 11.11.2016 in je objavljen na e-klopi. V skladu s petim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora se ta točka umakne z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. Ugotavljam, da je 18. točka umaknjena z dnevnega reda 24. seje zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem in ugotovljeno spremembo. Postopkovno, magistrica Alenka Bratušek. Najlepša hvala, spoštovani predsednik. Jaz vas lepo prosim, če nam lahko, kljub temu, da ste skladno s poslovnikom točko, ki se nanaša na zdravstvo, brez obrazložitve umaknili. Na kolegiju je koalicija zatrjevala, da vkolikor ta zakon ne bo sprejet po nujnem postopku, bodo v državi nastale nepopravljive posledice. Jaz bi želela dobiti odgovor, kaj vsebinsko je razlog, da se ta točka umika in kdo bo odgovoren za te nepopravljive posledice na področju zdravstva. Vse preveč stvari na področju, ki se zelo dotika ljudi, gre narobe. Od tega, da nimamo v Državnem zboru zakonov, ki so potrebni za spremembe, do tega, da že teden dni zdravniki stavkajo. In glede na to, kar ste tudi vi, predsednik, na kolegiju zatrjeval, verjamem, da ne zahtevam preveč, da meni, kolegicam in kolegom in vsem Slovenkam in Slovencem poveste, kaj se je spremenilo pravzaprav v manj kot tednu dni. Spoštovana magistrica Alenka Bratušek, sam vodim postopek v skladu z tem poslovnikom. Ko se je o tem vprašanju odločalo na kolegiju Državnega zbora, je vlada zatrdila in kolegij je potrdil, da potrebujemo nujni postopek. Sedaj pa odločitve zbora, ki je matičen za to, da vsebinsko obravnava to zakonodajo oziroma ta zakon, in sem se ravnal v skladu z tistim, kar je odbor priporočil oziroma kar je predlagal. Torej, zadeve, za katere matično delovno telo predlaga, da se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To je 64. člen Poslovnika Državnega zbora, 5. odstavek. In moram ravnati v skladu s tem. Sam kot takšen pa nisem pristojen za to, da dajam vsebinske ocene. Ampak je ta vsebinsko oceno opravil že sam odbor. In ker je to postopkovno predlagal, sem v skladu s tem tudi ravnal. To lahko sam, drugače so pa poslanska vprašanja tista, ki omogočajo odpiranje tovrstnih vprašanj, bodisi pisna, bodisi ustna, in ta omogoča, da se tudi v takih vprašanjih izjasni vlada. Sam pa skozi postopkovno ne morem zdaj zaprositi vlado na tej točki, zato da nam takšno vprašanje nadalje razjasni. Prosim spoštovane kolegice in kolege, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo o predlogu dnevnega reda v skladu z
sprejeto spremembo. Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev. Za je glasovalo 75, nihče pa ni bil proti. Ugotavljam, da je dnevni red 24. seje zbora določen. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je na vprašanja poslank in poslancev. V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 34 poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena ter 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva 3 vprašanja poslanke in poslancev opozicije ter na poslansko vprašanje poslanke vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo 3 minute. Predsednik vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ 5 minutah. Če je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo 5 minut za odgovor. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in poslance prosim, da ste na to pozorni. Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v 2 minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ 3 minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika vlade, ministrice ali ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko so se za danes upravičili gospod Karel Erjavec, minister za zunanje zadeve, magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Andreja Katič, ministrica za obrambo in magistrica Vesna Györke Žnidar, ministrica za notranje zadeve. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Prehajamo na postavitev poslanskih vprašanj. Na prva 4 vprašanja bo odgovarjal predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Gospod Jožef Horvat, imate besedo za zastavitev vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala za besedo, spoštovani predsednik Državnega zbora. Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, decembra bodo minila že 3 leta, odkar so Slovenke in Slovenci rešili banke z več kot 3 milijardami evrov in minilo bo že več kot 3 leta od začetka intenzivnega preiskovanja bančnega kriminala. Dejstvo je, da so bile slovenske banke na robu propada zaradi kriminalnih dejanj nekdanjih vodstev v slovenskih bankah. In dejstvo je tudi to, da v vsaki normalni državi tisti, ki krade, tudi kazensko odgovarja. Spoštovani predsednik vlade, ni pa normalno, da naš sodni sistem že več kot 3 leta preiskuje največja kriminalna dejanja v bančništvu, epiloga pa še vedno ni. Ni normalno, da se tožilci dopoldan ukvarjajo s civilnimi tožbami, popoldan pa s hudimi primeri bančnega kriminala. In ni normalno, da specializiranim državnim tožilcem ni omogočena specializacija za točno določeno področje. In ni normalno, da ste minili že 2 leti vašega mandata, gospod predsednik, medtem ko vaša vlada ni storila nič na tem izjemno občutljivem organizacijskem področju tožilstva. Spoštovani predsednik vlade, politična stabilnost je sicer predpogoj za uspešno državo. Politična stabilnost pa nikakor ni zadostni pogoj za to, da bi ljudje spet verjeli in zaupali v politiko in naše delo. Ljudje od politike zahtevajo ukrepe, saj si želijo, da bi bila naša domovina pravična, v kateri kriminalci ne bi svobodno igrali košarke, ampak bi za svoje dejanje odgovarjali. Na tem mestu želim poudariti, da se Nova Slovenija ne želi vpletati v vsebinsko delo
tožilcev in sodnikov. Želimo pa tožilcem in sodnikom zakonodajnim okvirom pomagati pri organizaciji, predvsem pa učinkovitosti njihovega dela. V Novi Sloveniji ne moremo več čakati in le nemo spremljati politične stabilnosti. Zato smo pripravili paket zakonov za pregon bančnega kriminala. Z novelo zakona o bančništvu predlagamo uvedbo kriterija, ki bi osebam, ki so v bankah odgovorne za nadpovprečni delež slabih kreditov, onemogočili zasedanje pozicij v bančnih upravah in nadzornih svetih. V noveli zakona o državnem tožilstvu predlagamo ustanovitev specializiranega oddelka za pregon bančnega kriminala v okviru specializiranega državnega tožilstva ter njihovo kadrovsko ukrepitev. V noveli zakona o sodiščih pa predlagamo ustanovitev posebnih sodnih oddelkov za obravnavo bančne kriminalitete. Izboljšani pogoji za pregon kaznivih dejanj bančništva so za Novo Slovenijo ključni, gospod predsednik. Zanima me, spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, ali boste podprli katero od rešitev iz tega paketa zakonov za pregon bančnega kriminala. Dovolj nam je namreč vašega zgolj govorjenja o politični stabilnosti. Čas je za dejanja. Čas je, da naši ljudje od politične stabilnosti končno dobijo tudi svoje dividende. Hvala lepa. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod poslanec Jožef Horvat. Učinkovit pregon bančnega kriminala in v okviru tega tudi preiskava tako imenovane bančne luknje je vsekakor zaveza naše vlade. In verjamem, da vsi si tega želimo, da bi bilo to učinkovito delo opravljeno čim prej. In tudi vi, poslanci Državnega zbora, tukaj opravljate pomembno delo, ko seveda sprejemate zakonodajo, ki jo vlada predlaga in nekatere druge ukrepe. Ampak odločno pa zavračam, gospod poslanec, vaše navedbe, da vlada ni pripravila predlogov za izboljšanje stanja oziroma da ni, kot pravite, storila nič glede državnega tožilstva in podobno. To enostavno ni res in vam bom zdaj pokazal vse tisto, česar se očitno niste domislili ali spomnili, čeprav ste v Državnem zboru pri tem sodelovali. Samo nekaj ukrepov naše vlade bom navedel, da bo stvar jasna. Novela zakona o bančništvu. Z njo smo uredili dostop do podatkov varovanih kot bančna tajnost, kar je seveda zelo pomembno pri pregonu tovrstnega kriminala, ki ga omenjate. Drugič, novela zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank je za osebe, ki so z DUTB v pravnem razmerju vzpostavila naznanilno dolžnost, kar je prav tako prispevek k temu pregonu. Tretjič, letos junija je bil sprejet zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki je dal pristojnim organom učinkovite preventivne mehanizme in pooblastila za pravočasno obravnavo bančne krize, doprinesel pa bo tudi k bolj odgovornemu upravljanju bank, kar je tudi pogled naprej, da se te zadeve, ki so se zgodile nekoč prej, kot veste, ne zgodijo več. Nadalje, novela kazenskega zakonika je zaostrila kazni za korupcijska kazniva dejanja, kar je zelo pomembno, podaljšala njihov zastaralni rok z 10 na 20 let, da ne bodo zadeve zastare tako, kot so v prejšnjih letih, in jasneje opredelila kazniva dejanja davčnih zatajitev in zlorab notranjih informacij, kar je prav tako očiten prispevek k tovrstnim pregonom. Nadalje, z novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij so bili zaostreni pogoji za odlog nastopa zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov. Torej, naša vlada preprečuje to, kar ni nobena prej, da ne bodo, ko ste rekli, igrali košarko nekateri, ki bi morali verjetno prestajati zaporno kazen. Z novelo zakona o državnem tožilstvu so bile odpravljene zakonske ovire za dodelitev strokovnjakov s posebnimi znanji v specializirano državno tožilstvo, torej konkretno odgovor na vaše podvprašanje. Nadalje so bile z ustrezno spremembo zakona o sodiščih povečane možnosti dodeljevanja okrajnih sodnikov na okrožna sodišča, kar omogoča učinkovitejše razporejanje zadev, s tem pa tudi hitrejše reševanje na sodiščih. Novela zakona o sodnem registru pa je vzpostavila dodatne možnosti za organe odkrivanja in pregona v zvezi s pridobivanjem podatkov o povezanih osebah gospodarskih družb neposredno iz sodnega registra oziroma registra poslovnih subjektov. In v času delovanja naše vlade je bila sprejeta največja kadrovska ukrepitev državno-tožilskih vrst od osamosvojitve dalje,
saj smo 15. septembra omogočili, da je zapriseglo 30 novih državnih tožilk in tožilcev. Seveda pa tudi sam pričakujem, da bo to zdaj prineslo rezultate. Ne smemo se politiki mešati v delo tožilstva ali v delo neodvisnih sodišč, ampak upravičeno na podlagi teh sprememb verjamemo in pričakujemo, da bodo zdaj rezultati kmalu tudi vidni. Naj povem še to, da bomo letos, zdaj govorim pa za naprej, sprejeli pomembno novelo na vladi, novelo zakona o kazenskem postopku, ki bo še nadalje okrepila pregon gospodarskega kriminala, temu pa bo sledila, seveda s sprejemom na vladi najprej, potem bo prišlo to v Državni zbor, novela kazenskega zakonika, ki predvideva spremembo oblike naklepa pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Tudi ta definicija kaznivega dejanja je ključna za pregon najbolj odgovornih oseb na področju bančništva. Torej vlada, ki jo vodim se, je že odločno lotila ne le preiskave tako imenovane bančne luknje, ampak tudi priprave vseh tistih ukrepov, ki bodo onemogočili, da pride tudi v prihodnje do zlorab davkoplačevalskega denarja. Zato verjamem, da bo tudi Državni zbor zakoni, ki jih bomo kmalu spet predlagali, podprl. Vse tiste, ki sem jih navedel in kar nekaj jih ste videli in te ukrepe, pa smo sprejeli zato skupaj z vami, da jih bo zdaj tožilstvo uporabilo in tudi sodišča pri uspešnejšem pregonu zadev, o katerih ste govorili. Torej vlada si bo zagotovo še naprej prizadevala za pravno državo in za boj proti korupciji oziroma takšnemu kriminalu, kot so bančne luknje in vse ostalo. Hvala. Gospod Jožef Horvat, imate besedo, da zahtevate dopolnitev odgovora. Gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, nas v Novi Sloveniji, krščanske demokrate, zanimajo rezultati. Prav tako tudi vse državljanke in državljane te države zanimajo rezultati. Sami pravite, da jih tudi vi pričakujete. Na sodišču danes še ni nobenega primera vezanega na bančno kriminaliteto. Pa poglejmo recimo Islandijo. Islandija je s svojimi reformami uspela za zapahe spraviti 30 bančnikov. Našim opažanjem pritrjujeta tudi vodja specializiranega državnega tožilstva, gospod Hari Furlan, ki izpostavlja problem organiziranosti sodišč pri soočanju z bančno kriminaliteto. Po njegovem mnenju bi morali vzpostaviti takšno organiziranost, da bi dejansko zagotovila, da bi se specifičnimi primeri ukvarjalo določeno število najboljših sodnikov in tožilcev. Tudi gospod Luka Molk, okrožni državni tožilec, je v petek 11. novembra v oddaji Odmevi na vprašanje novinarke, ali bi potrebovali specializirano sodišče, odgovoril, da bi bila ustanovitev specializiranega sodišča zelo, zelo koristna. 26. oktobra letos so islandska sodišča pravnomočno obsodila še zadnje bankirje. In gospod premier, niste mi odgovorili, kakšen bo vaš odnos, koliko boste pozorni do naših zakonskih predlogov. Angažirali smo veliko število strokovnjakov z tega področja in zdaj bo imel Državni zbor, predvsem seveda koalicija, priložnost, da pokaže, koliko resno misli s pregonom bančnega kriminala. Gospod predsednik vlade, funkcije pridejo in odidejo. Kaj naredimo kot politiki, ko smo na funkcijah? Hvala lepa tudi za vaš odgovor na moje dopolnilno vprašanje. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa, spoštovani gospod Horvat. Imate prav, pomembno je, kaj naredimo. In v času, ko ste vodili vlado, vaša stranka in nekatere druge, in v času pred nastopom naše vlade je bilo očitno storjeno mnogo premalo, kot vi. In zato zdaj naša vlada dela. Naštel sem vsaj, kolikor bomo številčeno, 8 zakonskih sprememb, ki smo jih na predlog te vlade z vašo pomočjo v Državnem zboru že sprejeli in se že lahko uveljavljajo. In seveda smo prva vlada, kolikor vem, pa me popravite, morda ne vem vsega, ki je poslala ministra za pravosodje na Islandijo, ki ste jo omenili. Naš minister je bil zdaj tam, da se iz prve roke pozanima glede tekočih zadev tukaj, da bomo lahko uporabili tudi njihove izkušnje. Kajti tudi če so bili morda že prej naši strokovnjaki tam, ne spomnim se, da bi bili ministri, pa lahko rečem, da zagotovo je bila ta poteza izjemno pomembna,
kajti lahko bomo njihove izkušnje tudi neposredno uporabili tukaj. Do zdaj niso bile uporabljene, to vam kar povem. So nam sami povedali, da se čudijo nekaterim zadevam v preteklosti, da niso bile storjene. Govorimo o preteklosti kar nekaj let nazaj. Kar zadeva tožilce, spoštovane tožilce, gospoda Furlana in druge. Skupaj z generalnim državnim tožilcem sem jih povabil na razgovor informativne narave, kjer sem jim izrazil seveda svoj pogled na to problematiko in tudi svoje pričakovanja, da bodo zdaj, ko se zakonske podlage spreminjajo v prid njihovega delovanja, tudi delovanja sodišč, lahko uspešnejši. Minister za pravosodje vse skozi dela na teh zadevah, dela na zakonskih spremembah in zanesljivo bomo tudi vaše ideje temeljito preučili, vzeli obzir, ampak tudi naši strokovnjaki. In vsi strokovnjaki, ki delujejo v okviru vlade, te iste zadeve preučujejo in pripravljajo rešitve. Kolikor bodo vaše rešitve skladne z njimi ali dopolnilno dobre, bomo seveda zagotovo upoštevali, še vedno smo upoštevali takšne, ki so v tem pogledu nujne. Bi pa rekel, da absolutno politika, vlada, tu svoje delo opravlja, tudi poslanci ga, je pa res, da zdaj moramo zaupati državnemu tožilstvu, tudi sodiščem, da bodo preko teh novih institucij in dosedanjih opravili svoje delo še lažje in hitreje, predvsem tudi bolj kakovostno, kajti te spremembe in to omogočajo in to je zdaj nekaj, na kar bo seveda pozorna celotna javnost, tudi mi sami. Tudi v sferi politike pa bomo s temi spremembami, kot sem že napovedal, nadaljevali, že tudi letos pridejo v parlament novi zakoni, nove spremembe in nove pobude. Hvala lepa. Gospod Jožef Horvat, imate besedo za postopkovno zahtevo, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Hvala lepa, gospod predsednik Državnega zbora. Ja, predlagam, kolegice in kolegi, da opravimo razpravo o odgovorih predsednika vlade, dr. Miroslava Cerarja. Seveda se je možno z njegovimi nekaterimi ugotovitvami strinjati. Predvsem je to ugotovitev, da gre za velik bančni kriminal in da smo državljanke in državljani, naši ljudje, da so pri krpanju oziroma s krpanjem bančne luknje večje od 3 milijard evrov dejansko doživeli velik padec življenjskega standarda. In zdaj po 3 letih je nam najbrž pa že čas, da ljudem jasno povemo, da politika, tako zakonodajna kot izvršilna in sodna veja oblasti, resno misli s pregonom bančnega kriminala. Če so lahko Islandci, zakaj ne bi tudi Slovenci? In tukaj tudi sam pričakujem, da bo na tej razpravi, ki bo na naslednji seji Državnega zbora, sem prepričan, da bo moj proceduralni predlog podprt, da bo na tej razpravi lahko svoje izkušnje povedal tudi gospod pravosodni minister, ki je, kot smo slišali, obiskal Islandijo. Nekatere zadeve smo seveda v zakonodajnem smislu popravili. Še enkrat pa pravim, učinkov ni in naši ljudje pričakujejo rezultate, samo rezultati jih zanimajo. Njih ne briga, kaj bo pisalo recimo v zakonu o kazenskem postopku, kjer pa so še vedno pomanjkljivosti, kot na primer ta, da enostavno ta zakon še vedno ne dovoljuje tožilcem dostopa do bančne dokumentacije. In spoštovane kolegice in kolegi, čas je, da vendarle se streznimo vsi skupaj in da res nekaj naredimo za to državo, za te naše prekrasne ljudi, ki nas opazujejo in med drugim tudi ugotavljajo, da nam ni pomoči in potem imamo grozne številke ljudi, ki enostavno bežijo iz Slovenije. To nas v Novi Sloveniji močno boli in čas je zdaj za ukrepanje. Tega časa pa do konca mandata, če bodo redne volitve, ni veliko, samo še efektivno 12 mesecev. Hvala lepa. Gospod Jožef Horvat, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 17. novembra 2016 v okviru glasovanj. Magistrica Alenka Bratušek, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala.
Denacionalizacijski postopki se v naši državi vlečejo že 25 let. Predolgo. Pred časom je slovensko javnost razburilo dejstvo, da bo morala država zaradi dolgih denacionalizacijskih postopkov plačati zajeten kup denarja za odškodnine rimskokatoliški cerkvi. Gre za 60 milijonov evrov odškodnine plus obresti. 60 milijonov evrov. Zanima me, predsednik vlade, ali nameravate v zvezi s tem ukrepati, skušati najti dogovor z rimskokatoliško cerkvijo glede na to, da so podjetja v lasti cerkve skopala 500 milijonsko luknjo v naših bankah. In mimogrede, tudi za to luknjo ni še nihče odgovarjal, ne iz podjetij, ne iz cerkve. Če bi bila cerkev odgovoren lastnik, bi seveda kot odgovoren lastnik te probleme rešila sama in jih ne naložila Slovenkam in Slovencem. Sedaj pa za piko na i od teh istih ljudi, ki so morali pokrivati njihovo luknjo, zahteva še odškodnino za neuporabo premoženja. Ni ji dovolj, da je dobila nazaj premoženje, ampak želi še odškodnino za neuporabo premoženja. Pohlep? Ni to eden, kako rečejo oni, od 7 grehov, pravzaprav od 7 smrtnih grehov. Pred časom sem vam na to temo tudi pisala. Odgovora seveda nisem dobila. Dobila pa sem odgovor gospoda Zoreta, ki je poleg arogance, v katerem se je poleg arogance še prav debelo zlagal. In sicer, da je moja vlada umikala zadržke pri denacionalizacijskih zahtevah in zato ima zdaj cerkev pravico do odškodnine. Ja, en takšen primer je bil, zato, ker se v nepremičnini, za katero se je borila cerkev, dejavnost ni mogla izvajati na način, kot bi se morala, in zato so ljudje ostajali brez plač, brez vira preživetja. Očitno cerkvi vseeno, nam pač takrat ni bilo. Mislim, da je prav, da se država temu, kar se v tem trenutku dogaja, upre in skuša z rimskokatoliško cerkvijo najti dogovor glede teh odškodnin. Vkolikor pa dogovor ni mogoč, je potrebno ukrepati drugače. Zato vas sprašujem, kakšno je trenutno stanje na področju denacionalizacijskih postopkov v razmerju država, rimskokatoliška cerkev oziroma ljubljanska in mariborska metropolija in koliko in za katere namene se iz državnega proračuna financira rimskokatoliška cerkev. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala lepa za vprašanje. Spoštovana poslanka magistra Alenka Bratušek. Decembra bo menilo že kar 25 let od začetka postopkov denacionalizacije in res je, to je dolgo obdobje, tudi sam se zavzemam in na tem seveda delam skupaj z ministri za dokončanje teh postopkov, saj si prizadevam za moderno Slovenijo, ki bo šla lahko naprej in moramo zato zapirati tudi to vrstne rane iz preteklosti čim prej. Tožbeni zahtevki denacionalizacijskih upravičencev temeljijo na drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji, ki daje upravičencu pravico do odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine, in sicer od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do vračila, kar pomeni do pravnomočne odločitve. In to pomeni, da daljši, ko je postopek, višja je lahko odškodnina. In očitno postaja, da bodo glavni računi državi zaradi zamud pri vračanju premoženja izstavljeni šele v prihodnjih letih. Zato moramo še posebej, na tem se dela, postopke denacionalizacije pohitriti, sicer bodo davkoplačevalci dejansko še bolj oškodovani. Te postopke vodijo na eni strani upravne enote in na drugi strani sodišča. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je, kadar gre za vračilo v naravi ali za vračilo nadomestnih zemljišč na podlagi pravnomočnih upravnih oziroma sodnih odločb, zgolj zavezanost za vračilo kmetijskih zemljišč in gozdov. Sklad zato tudi obsega vračil zemljišč ne more predvideti, ker so nekateri postopki vračila še v teku oziroma v različnih fazah. Le v primerih, ko je zavezanka v denacionalizacijskem postopku Republika Slovenija oziroma ministrstvo v njeni sestavi, pa državo zastopa državno pravobranilstvo. V teh primerih je skupna vsota odškodnin,
ki so jih cerkvene pravne osebe doslej dobile zaradi nezmožnosti razpolaganja s svojim premoženjem in prek katerih je bila zavezanka Republika Slovenija, po podatkih, ki jih imamo, okoli 2 milijona 270 tisoč evrov od zahtevanih 5,5 milijona evrov. Na današnji dan sta po podatkih državnega pravobranilstva ostala še dva zahtevka RKC-ja po 72. členu zakona o denacionalizaciji, in sicer v skupnem znesku okoli 280 tisoč evrov. Opozarjam, da Republika Slovenija verskih skupnosti neposredno ne financira. Verske skupnosti sredstva iz proračuna pod enakimi pogoji pridobivajo na podlagi področnih ureditev. In sicer v skladu z zakonom o verski svobodi država plačuje določen odstotek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upravičencem, ki delajo kot verski uslužbenci v RKC-ju, kar velja tudi za ostale upravičene verske skupnosti. V proračunu za leto 2016 je za pomoč za plačilo prispevkom vsem verskim uslužbencem namenjenih 1.730.000 evrov. Ministrstvo za kulturo po skladom z zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih v višini 75% sofinancira izvajanje javne arhivske službe Nadškofijskemu arhivu v Ljubljani, Nadškofijskemu arhivu v Mariboru in Škofijskemu arhivu v Kopru. V letu 2016 je za to namenjenih 170.735 evrov. In skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine ter področnimi razpisi lahko lastniki kulturnih spomenikov zaprosijo za sofinanciranje obnove spomenikov, za interventne obnovitvene posege na spomenikih v lasti ali upravljanju RKC-ja je bilo v letu 2015 porabljenih okoli 394 tisoč evrov, kar predstavlja 6,9% vseh sredstev, ki so bila v letu 2015 namenjena za spomenike. Zdaj podatkov je še ogromno, vsi podatki, ki jih zahtevate, so seveda v domeni pristojnih ministrstev in pristojnih organov, tako da predlagam za vse te zneske, da se obrnete na Ministrstvo za pravosodje, da jih bo državno pravobranilstvo te podatke posredovalo, ali pa na Ministrstvo za kmetijstvo glede sklada kmetijskih zemljišč. Bi pa rekel nekaj, ne. Seveda je pomemben argument, da bi bilo treba upoštevati tudi škodo, ki je proračunom slovenskim davkoplačevalcem bila povzročena zaradi izgub slovenskih bank, in k tej škodi, kot pravite, so v višini pol milijarde evrov prispevala tudi podjetja v lasti Rimokatoliške cerkve. Ampak glede tega je vlada že po temeljitem premisleku pravni proučitvi zadeve podala mnenje, namreč za to vrstni ukrep enostavno ni podlage v veljavnem pravnem redu. Namreč nikakor ni mogoče za katerikoli samostojni pravni subjekt zahtevati drugačne obravnave kot za druge pravne subjekte. Prav tako pa to ni mogoče niti za terjatve in obveznosti posameznega pravnega subjekta. Tako da ta vaša, bi rekel, pobuda, kakorkoli enostavno je v nasprotju s pravnim redom in na ta način ni mogoče uveljaviti. Hvala lepa. Magistrica Alenka Bratušek, imate besedo, da zahtevate dopolnitev odgovora. Ja, bom predsednik upoštevala vaš predlog in napisala pismo vsem ministrstvom, sem pa razumela, da če vprašaš predsednika vlade, pač lahko dobiš podatek na enem mestu, kar se tiče financiranja Rimskokatoliške cerkve. Je pa dejstvo že to, kar ste povedal, da slovenski proračun izdatno in krepko financira Rimskokatoliško cerkev. In po moji oceni bi se kot predsednik vlade moral potruditi, da se poišče rešitev, da se na nek način dogovori z Rimskokatoliško cerkvijo glede odškodnine. 500 milijonov evrov, 500 milijonov evrov, te dva, zvon ena, zvon dva. Nihče do danes za to, kar se je v teh podjetjih naredilo, še ni odgovarjal. Če sem prav razumela, v zvezi s tem ne mislite storiti nič. Zato prosim, da mi v nadaljevanju jasno odgovorite, ali sem prav razumela vaš uvodni odgovor. Jaz vsekakor mislim, da je pohlep slovenske Rimskokatoliške cerkve potrebno ustaviti, da morajo na nek način odgovarjati za grehe, ki so jih skopali v slovenskih bankah, če ne z dogovorom o odpravi odškodnin, pa spremembo zakonodaje,
ki jim bo onemogočila nadaljne financiranje njihove dejavnosti iz državnega proračuna. Tako da, spoštovani predsednik, še enkrat zanima me, ali nameravate v zvezi s temi odškodninami kaj narediti, oziroma točno kaj nameravate narediti, če ne pa tudi preprosto povejte, da ne nameravate nič in da ostali v Državnem zboru vemo, da je reševanje tega problema na naših plečih. Da mislite poravnati očitno celotno odškodnino brez kakršnega koli drugega ukrepa, kaže državni proračun. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Torej najprej naj povem, da se ne strinjam z vašim stališčem, da bi moral tukaj državljanom kot predsednik Vlade predstavljati statistične podatke. To ni naloga predsednika Vlade, to boste dobili pisno, kadarkoli, zato so pisna in drugačna poslanska vprašanja. Vse podatke boste dobili, lahko jih potem predstavite javnosti. Niti nimam časa v 2-3 minutah, da bi tu navajal celo goro 3 strani statistik. Tako da prosim za korektnost v tem pogledu, sicer pa sem se potrudil nekaj podatkov le predstaviti. Naslednja zadeva. To, kar vi pričakujete in zahtevate, je neustavno. Vi pričakujete, da bomo z zakonom posegli v že tekoče denacionalizacijske postopke za nazaj. To je načelo, ki ga vsi poznajo, prepovedi retroaktivnega poseganja v postopke. Vi pričakujete, da bom kot predsednik Vlade se obrnil proti cerkvi in tako, da bom ravnal nezakonito. Jaz razumem, da so državljani, tudi vi, vsi smo bili prizadeti s to bančno luknjo. Vsi bi si želeli, da se zadeve speljajo tudi glede denacionalizacije, tako kot je treba. Pa vendar, naša vlada je pač prišla v situacijo, ko so jo doletele zamude iz preteklih let. Kot sem rekel, od osamosvojitve dalje se te zadeve vlečejo, majčkeno kasneje so se pričele. In zdaj delamo, kar se da, seveda delamo. Absolutno, vlada si prizadeva predvsem te postopke pohitriti, pospešiti, kot sem povedal prej izrecno. In druga stvar, poskušamo preko državnega pravobranilstva sklepati poravnave. Tudi z Rimokatoliško cerkvijo, kar se mi zdi korektno, za eno in drugo stran, da se s poravnavo določi nek manjši znesek, kot bi lahko pripadal po sodni poti, ki bo torej manj obremenil proračun in davkoplačevalce, in hkrati, da se še vedno zadosti zakonu in zakonski obveznosti, ki država ima. Tako da ravnamo zakonito, hkrati smotrno, skušamo te zneske zmanjšati, se pogajati, najti razumne rešitve, ne morem pa popraviti tistega, kar je bilo v preteklih letih žal zavoženo. Zagotavljam pa, da bom tudi v prihodnjih mesecih na zadevo še osebno pozoren, tako kot sem bil, da te postopke čim prej dokončamo. Kajti te zadeve je treba zapreti in se posvetiti drugim temam. Bolj pomembni za našo prihodnost, ko bodo te seveda zaprte. Hvala lepa. Magistrica Alenka Bratušek, imate besedo za postopkovno zahtevo, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Ja, če je 500 milijonov nepomembna zadeva, potem jaz ne vem, kaj so pomembne zadeve za tega predsednika in za to vlado. Dejstvo je, da očitno vlada namerava pokriti vse odškodnine brez kakršnega koli pogovora. To kaže proračun za leto 2017, kjer sredstva za odškodnine povečujete za več kot 40 milijonov evrov. Naš predlog je, da se to raje nameni za regres upokojencev. Ampak kakorkoli, nisem namigovala, da ne spoštujte zakona, spoštovani predsednik, ampak sem vam predlagala, da z Rimskokatoliško cerkvijo skušate najti dogovor, da se zaradi grehov, bančnih grehov, njihovih grehov, tej odškodnini odpovejo. Vkolikor pa ne, ste pa kot predsednik vlade, imate možnost ukrepati, predlagati spremembe zakonov za naprej. Vse, kar se financira iz državnega proračuna. Če že nam, poslancem, ne morete povedati, kaj vse to je, verjamem, da imate zbrano in vsaj za 2 milijona teh izdatkov ste našteli. Se pravi, se da tudi na ta način kompenzirati to, kar Rimskokatoliška cerkev zahteva od ljudi. Ampak razumela sem, da ne nameravate
da nič v zvezi s tem ne boste ukrepali, torej nam ne preostane druga, kot da mi v Državnem zboru zavihamo rokave in skušamo poslanke in poslance prepričati, da je prav, da nekdo znotraj Rimskokatoliške cerkve odgovarja za 500 milijonske grehe, ki so jih naložili na hrbta Slovenk in Slovencev. In ker za mene 500 milijonov evrov ni nepomemben problem kot za predsednika vlade, jaz predlagam, da se o tej stvari, o tej zadevi, o teh milijonih pogovorimo v Državnem zboru. Magistrica Alenka Bratušek, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 17. novembra 2016 v okviru glasovanj. Magister Branko Grims, imate besedo, zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav. Kdo nadzira nadzornike, je temeljna demokratična dilema vseh držav in vseh demokracij skozi zgodovino. Če bi bili najvišji demokratični standardi spoštovani v Sloveniji, se na točki, na kateri smo ta trenutek, ne bi nikoli mogli znajti. Spoštovani predsednik vlade, oba sva bila v nekem širšem krogu ljudi, ko je nastajala nova demokratična slovenska ustava. In zato dobro veva, da je bila zastavljena tako, da se nikoli ne bi mogel vzpostaviti kakršenkoli del nekega vzporednega tajnega pravnega reda in da bi bile vedno in povsod dosledno spoštovana načela demokratičnega nadzora in spoštovanja človekovih pravic. To je bil temelj vseh, izhodišče vseh, ko je nastajala nova slovenska ustava. Danes pa smo priče naslednjemu, da je parlamentarni nadzor uresničevan preko Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, tako kot je to v večini demokratičnih držav, in je to edino demokratično telo, ki skrbi za tak nadzor. Pa se je temu telesu, ko smo zahtevali od policije 2 njihova akta, to odreklo. Šlo je za navodilo o izplačevanju denarja morebitnim sodelavcem in pa tajnim sodelavcem in pa seveda navodilu za uporabo tajnih metod in sredstev. Oba ta akta sta po vsemu, kar je bilo do zdaj mogoče razbrati, tudi iz besed odgovornih, take narave, da bi morala biti brez dvoma za nadzor varnostnih obveščevalnih služb, ker sta del pravnega sistema, po katerem delujejo tisti, ki jih naša komisija nadzira. V danem primeru pa smo se očitno znašli pred nalogo, ko ocenjujemo s to temo neposredno povezano zadevo, konkretno zadevo Ormož. In zato smo posebej zaprosili za ta 2 akta, pa je bilo to odrečeno. Benjamin Franklin, eden od očetov ameriške ustave, je nekoč dejal: kdor za več varnosti žrtvuje del svoje svobode, bo na koncu ostal brez obeh, brez varnosti in brez svobode. Spoštovani gospod predsednik vlade, zato vas sprašujem, kako boste zagotovili dosledno in neovirano spoštovanje najvišjih demokratičnih standardov parlamentarnega nadzora nad delovanjem varnostnih in obveščevalnih služb, vključno s kriminalistično policijo, tako da bo zadoščeno vsem ustavnim normam in najvišjim standardom. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala za vprašanje, gospod poslanec, magister Branko Grims. Kako bom zagotovil standarde nadzora nad varnostnimi in drugimi službami? Tako, da bom samo nadaljeval dosedanjo prakso te vlade, ta nadzor bo pač potekal v skladu z ustavo in zakoni. In parlamentarni nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb ureja poseben zakon, ki ga poznate, ki natančno opredeljuje pristojnosti in naloge Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V nadaljevanju bom imenoval kot komisijo.
In ta komisija nadzoruje, kot veste, se tudi vodite, varnostne ministrstva pristojnega za notranje zadeve, poleg ostalih, kamor seveda spada tudi notranja organizacijska enota policije v okviru kriminalistične policije, torej, ki je znotraj tega. Zakon natančno določa, in to je zdaj pomembno, kateri so nadzorovani ukrepi in kaj nadzor te varnostne službe obsega. Zelo natančno je opredeljeno tudi izvrševanje nadzora varnostnih služb. Ta določa redno letno predložitev programa dela posamezne nadzorovane varnostne službe, vsake 4 mesece po potrebi pa tudi izven tega roka je dolžno poročati o uporabi nadzorovanih ukrepov. Zakon komisiji, torej vaši spoštovani komisiji, omogoča, da zahteva podrobnejša pojasnila o raznih zadevah, o finančnem poslovanju z namenskimi sredstvi, o posameznih nadzorovanih ukrepih, ustno predstavitev predstojnika nadzorovane službe in tako naprej. Zakon torej dopušča takšen parlamentarni nadzor samo nad izrecno naštetimi nadzorovanimi oziroma tako imenovanimi prikritimi preiskovalnimi ukrepi in s tem povezanim finančnim poslovanjem za posebne namene. In zdaj poudarjam naslednje. Policija je do sedaj vedno in bo tudi v prihodnje korektno in v okviru njenih zakonskih pristojnosti sodelovala z vašo komisijo. To bom tudi sam vedno znova zahteval, če bo prišlo do problema. Ampak tako je ravnala tudi v primeru, ki je bil izpostavljen v zadnjem času, to je primer Ornik. Treba pa je vedeti, da policija vaši komisiji ne more posredovati internih aktov, ki se med drugim nanašajo tudi na varovane metode policijskega dela. To je namreč kriminalistično obveščevalna dejavnost, katere dolgoročni sistemski cilj je preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete. Za varovane policijske metode dela je tu zagotovljen sodni nadzor. Torej ne neposredno nadzor vaše komisije, ampak sodni nadzor, ki je prav tako nadzor, ki ga vsi v tej državi priznamo kot legitimnega v takem primeru. Razkritje varovanih metod policijskega dela ni zajeto v zakonskem obsegu parlamentarnega nadzora, saj lahko, kot sem rekel, komisija nadzira samo izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Konkretnega primera Ornik seveda ne morem in ne želim komentirati podrobneje, ne nazadnje stvar je še vedno v sodnem postopku na drugi stopnji, odločba ni pravnomočna. Ampak zagotovo se tu strinjava. Nadzor mora potekati v skladu s pooblastili in v zakonsko opredeljenem obsegu. In tudi sam si nadvse želim, da bi ta primer bil čim prej razčiščen s pravnomočno odločbo, da vidimo, kaj se je tu v resnici zgodilo, kdo je za kaj odgovoren. In nadzorovane službe so pri izvajanju nadzora nasploh dolžne sodelovati z nadzornimi organi, ki pa morajo pri tem, kot sem rekel, upoštevati obseg svojih pristojnosti. Tudi v prihodnje bomo na vladi absolutno podpirali delo vseh nadzornih institucij, tudi vaše, in jim omogočali, da bo ta nadzor lahko izvajali maksimalno učinkovito. Ampak vsebinska razmejitev med nadzorovanimi ukrepi, ki so podvrženi nadzoru vaše spoštovane komisije, in varovanimi metodami policijskega dela, katerih razkritje je pa možno le na obrazloženo zahtevo sodišča, to je pomembna razlika. In čeprav tukaj meja tanka, se lahko v primeru spora vedno seveda vsak organ obrne na sodišče in odločba sodišča je vedno tista, ki potem na koncu odloči, kateri organ je za kaj pristojen, če tu nastane spor. Tako da tukaj obstaja pravno varstvo, ta varovalka je, verjamem pa, da je bilo v tej zadevi se strani policije korektno presojeno, da seveda zadeva ni neposredno v tistem delu, kjer so se temu pač odrekli pod vašim nadzorom, pač pa pod nadzorom pristojnega sodišča, kot sem to razložil. Naj pa rečem, da se strinjam z vami, da ničesar takega, o čemer ste govorili, ne sme in ne bo ostalo skrito vam, vaši pristojni komisiji, sodiščem in drugim organom nadzora, po potrebi pa, kolikor je to dopustno, tudi seveda javnosti. Tako da s tem zaključujem ta odgovor. Hvala lepa. Magister Branko Grims, imate besedo, da zahtevate dopolnitev odgovora. Spoštovani predsednik vlade, moram reči, da zdaj pa čedalje bolj slutim, da se tukaj le skriva zelo velik ustavnopravni škandal. Namreč, ko pravite, da je policija korektno sodelovala, če vam lahko povem, je po zadnjih podatkih zadeva znotraj policije že disciplinsko zastarala. To se pravi, so vse skupaj po domače povedano vrgli pod preprogo. Šlo pa je za očitno zlorabo sodelavca z uporabo posebnih metod in sredstev. Po domače rečeno,
še in še ljudem, tudi nekaterim danes, ki tu sedijo v tej dvorani, se je nelegalno vdiralo v njihove račune, v njihovo pošto, v njihov Facebook profil in še kam. In to potem, kar smo lahko izvedeli se strani pač pletenih z vednostjo ali celo po navodilih, po nekaterih informacijah same policije. To seveda še kako sodi v naš okvir, spoštovani predsednik vlade, in za oceno njihovega ravnanja bi potrebovali ta dva pravilnika. Kar pomeni, da je nepopisen škandal in nedemokratično ravnanje, da se odreka, da bi pač komisija ta dva akta pridobila. Ustavno sodišče je večkrat reklo, da ni bistveno, kaj piše v naslovu akta. Bistvena je njegova vsebina. In dalo je dva kriterija, po katerih morajo biti stvari tudi celo javno objavljene. En kriterij je seveda, da zadevajo neposredno uporabo in pa pravice, ki iz tega izhajajo, za javna sredstva, za denar davkoplačevalcev torej, kar v danem primeru brez dvoma je. In v drugem primeru, da presegajo zgolj okvir urejanja medsebojnih odnosov zaposlenih, ampak da posegajo tudi navzven, še zlasti in posebej takrat, ko gre za človekove pravice. In tudi ta kriterij je tukaj izpolnjen. To se pravi, ne samo nedemokratičnost ravnanja, postavlja se tudi vprašanje ustavnosti, o čemer v končni fazi odloča. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Naj ponovim, da vsak nadzor nad policijo, Ministrstvom za notranje zadeve kot celoto, obveščevalnimi dejavnostmi in službami, absolutno takšen nadzor mora biti dosleden, celovit in to vlada vse skozi zagovarja. Tudi sam bo vedno stal za tem. Pojasnil sem pa, da gre tu za deljeno pristojnost in da je treba varovane metode policijskega dela obravnavati na drug način kot nadzorovane ukrepe, ki so neposredno podvrženi nadzoru vaše komisije. Kolikor je prišlo do disciplinskega zastaranja na policiji, je seveda pomembno zakaj. Če so menili, da postopek ni utemeljen, potem ga verjetno niso sprožili, nenazadnje mnogo stvari zastara, zato ker niso sproženi postopki, ker se nič ni zgodilo. Če pa je prišlo tukaj do nepravilnosti, se mora pa absolutno razkriti in zato ravno poudarjam in ponavljam. Zato so v tem primeru pristojna sodišča. Nenazadnje tudi primer Ornik poteka na drugi stopnji pred pristojnim sodiščem. Če se bo tam izkazalo kaj takega, kar bi ponovno vrglo sum na koga drugega, se bo to nedvomno in takoj raziskalo in policija bo prva, za katero bom zahteval, da to razišče, če tudi v lastnih vrstah. Zaenkrat za takšne indikatorje nimamo dokazov in čakam, da se ti postopki končajo. Vsekakor pa bi rekel, da moramo vsi spoštovati zakone, spoštujemo jih, ne glede na naslove, imate prav, po vsebini in vsebina je tukaj jasna. Varstvo v tem primeru in v vseh drugih pa je v tem, da vedno na koncu imamo neko pristojno sodišče, ki v zadevah odloča, še posebej, če je za domneva o kršitvah človekovih pravic. V vsakem primeru je v Sloveniji to varstvo zagotovljeno. In če bo sprožen tu še kakšen dodatni postopek, bodo te postopki seveda stekli in bomo prišli do končnih ugotovitev. Zaenkrat čakamo na tega in na druge ugotovitve. Hvala lepa. Magister Branko Grims, imate besedo za postopkovno zahtevo, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Spoštovani, glede na to, da je predsednik vlade ustavni pravnik, moram reči, da tega zaostrovanja preprosto ne razumem. Obstaja že tudi ustavno-pravna praksa na tem področju. Ko je šlo za tajni izraelski sporazum, se je ustavno sodišče postavilo na stališče, da neobjavljenih aktov ne more presojati, ker sploh ne obstajajo. V danem primeru, gospe in gospodje, pa se postavlja vprašanje, zakaj se ne želi komisiji izročiti dveh dokumentov, ki brez dvoma sodita v okvir zadeve, ki jo komisija obravnava. Zakaj se to skriva, gospe in gospodje? Kaj se hoče skriti, koga se ščiti? In predvsem, kaj je ostalo od zagotovil o ustavnosti in zakonitosti, na osnovi katerih je bila izvoljena ta vlada? Noben izgovor tukaj ne pride v poštev.
noben dokument iz te komisije, kar jo vodim, ni šel v javnost. To se pravi, če gre res za neke zelo zaupne zadeve, so brez dvoma na komisiji ustrezno spoštovane in zaščitene v tem mandatu. Reči, da gre za neke posebne razmere ali pa ne vem, da je zdaj čas tak, da se zahteva to. Oprostite, spoštovani predsednik vlade, če bo to izhodišče za naprej, poglejte, v temnem trenutku proti Sloveniji spet korakajo stotine migrantov, vi pa ste zaustavil ustrezen zakonski predlog svoje lastne ministrice in ste jo s tem pustil na cedilu, pa še varnost javnosti in prevzel za to odgovornost. Ampak zdaj puščate pa na cedilu še ustavnost in zakonitost, pa ste ustavni prav, celo profesor ustavnega prava ste. In se zavedate, kaj to pomeni. V danem primeru, gospe in gospodje, se odpira temeljno vprašanje, ali je Slovenija še demokratična država, če se edinemu telesu, ki opravlja parlamentarni nadzor v imenu javnosti, ne dovoli, onemogoči, da bi to korektno opravljal. Vedno smo to vse opravili po najboljših močeh, mnoge sklepe smo sprejeli popolnoma soglasno. In tudi v danem primeru, ko se reče, naj se to prepusti nekomu drugemu, oprostite, gospe in gospodje, komu pa? Kako naj korektno ocenimo, kaj je ustrezno, kaj ni ustrezno? Kako naj opravljamo tisto, za kar nas je pooblastil ta državni zbor na osnovi Ustave Republike Slovenije, če nam ni dovoljen vpogled niti v celotno pravno področje zadeve, ki jo neposredno nadzorujemo. Tukaj, gospe in gospodje, je konec nadzora, s tem je konec demokracije. In zaradi tega je nujno, da o tem spregovori Državni zbor na svoji seji. Magister Branko Grims, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 17. novembra 2016 v okviru glasovanj. Magistrica Julijana Bizjak-Mlakar, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Hvala za besedo, gospod predsednik Državnega zbora. Spoštovani gospod predsednik Vlade, sprašujem vas, katere ukrepe boste sprejeli, da se revščina med starejšimi v Sloveniji ne bo še naprej povečevala, temveč se bo začela zmanjševati. Celo sedaj, ko že tretje leto zapored beležimo gospodarsko rast in so tudi napovedi za naprej obetavne, se gmotni položaj starejših in upokojenih slabša. Razlogi za to so v desetletni neustrezni politiki na področju upokojevanja, sociale in delovnopravne varnosti. Zanemarja se tudi potencial tistih starejših, ki bi si ob primernih pogojih želeli delati tudi po upokojitvi. Med starejšimi je veliko revnih, največ revščine pa je med starejšimi, ki živijo sami, še posebej med samskimi ženskami, pri katerih je stopnja revščine kar dvakrat višja kot pri splošni populaciji. Pod pragom revščine je v letu 2015 živelo 78 tisoč upokojenih, od tega 55 tisoč upokojenih žensk. Povprečna starostna pokojnina je danes približno enaka znesku, ki predstavlja prag tveganja revščine. Se vam ne zdi sramotno, spoštovani predsednik Vlade, da obstaja v sorazmerno bogati Sloveniji, v kateri vlade z lahkoto mečejo milijarde evrov za odpravo napak finančnikov in si privoščijo poceni razprodaje nekdaj družbenega premoženja, ki ga je večino ustvarila starejša generacija, ki danes ne zmore več delati. Tako velika množica starejših, ki si zaradi nizkih pokojnin ne morejo privoščiti ogrevanega stanovanja, zdrave prehrane, zdravil, ko zbolijo in tudi nepotrebne zdravstvene oskrbe ter nege. Blaženje njihovih socialnih in zdravstvenih stisk je pogosto prepuščeno humanitarnim organizacijam, kar pa ni nesistemski in tudi nepravičen ukrep. Bela knjiga na področju pokojnin se ukvarja predvsem z zagotovitvijo javne finančne vzdržnosti, pozablja pa na ljudi, ki z nizkimi plačami in pokojninami ne zmorejo dostojno živeti. Predlogi bele knjige so namreč enaki dosedanjem, ki so pripeljali do nevzdržnega gmotnega položaja velikega deleža starejše populacije in ne morejo rešiti problema revščine.
Spoštovani gospod predsednik vlade, kaj boste storili za ponovno rast razmerja med povprečno neto pokojnino in povprečno neto plačo? To razmerje je znašalo v letu 2015 le še 55,4%, čeprav naj bi po priporočilih OECD znašalo 70%. Demografski sklad je sicer lahko dolgoročno ustrezna delna rešitev za prihodnje generacije, ne rešuje pa problema starejših, ki danes živijo v revščini. Prav tako so nesprejemljive mizerne plače mnogih delavcev, s katerimi ti ne morejo dostojno preživeti svojih družin. Ko se ti delavci upokojijo, je njihova pokojnina, četudi za celotno delovno dobo, podobna miloščini, s katero se ne. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za odgovor. Hvala, spoštovana poslanka, magistrica Julijana Bizjak Mlakar. Vprašanje je seveda pomembno, se zavedamo te problematike. Naj pa povem najprej, da je stopnja tveganja revščine v letu 2015 bila v Sloveniji 14,3% in je prvič po 2 letih padla. Tudi v primerjavi s članicami Evropske unije so gibanja na področju stopnje tveganja revščine v Sloveniji relativno ugodna, ne za vse, ampak v povprečju. Saj Slovenija v vseh teh letih spada med tisto tretjino članic Evropske unije, kjer je delež oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine, manjši od povprečja Evropske unije. Se pravi, situacija vemo, da ni dobra, ampak je napredek, sem ugotovil po podatkih, in tudi nismo zdaleč ne med najslabšimi, ampak med, celo bi rekel, boljšimi od Evropske unije, v okviru Evropske unije, kar pa nas seveda nikakor ne odvezuje nadaljnjih ukrepov. Revščina se v splošnem v Sloveniji zmanjšuje, tudi brezposelnost se je zmanjšala. Ampak res je, da ti ugodni trendi ne veljajo za vse skupine prebivalstva, zlasti med starejšimi, omenili ste samske ženske, je še vedno višja ta stopnja revščine kot pri splošni populaciji. Tega se zavedamo in zato tudi ukrepamo. V pripravi je novela zakona o socialno-varstvenih prejemkih. Tukaj želimo s predlaganimi spremembami razširiti krog upravičencev do varstvenega dodatka in s tem znižati revščino med starejšimi. Ta zakonski predlog je že na medresorskem usklajevanju na vladi in bo, upam, kmalu prišel do državnega zbora. Nadalje, vlada redno sofinancira preko pristojnega ministrstva za delo programe socialnega varstva, ki jih pretežno izvajajo nevladne organizacije, ki se seveda lažje in predvsem hitreje odzivajo na individualne potrebe in starejšim zagotavljajo socialno vključenost v obliki dnevnih centrov, skupin za samopomoč in podobno. Vključitev v programe je brezplačna, država pa seveda za to namenja denar. V letu 2016 doslej 800 000 evrov. Vlada tudi že izvaja aktivnosti, ki bodo podlaga za posodobitev pokojninskega sistema. Na pristojnem ministrstvu je bila tako aprila 2016 ustanovljena delovna skupina, ki bo na podlagi izhodišč iz bele knjige pripravila nadaljnje prilagoditve pokojninskega sistema. In tukaj vemo, da moramo pravzaprav na podlagi izračunov simulacijskih učinkov in tako dalje zagotoviti dolgoročno javno finančno vzdržnost pokojninskega sistema in ustrezne dohodke v starosti tudi po izteku predhodnega obdobja iz pokojninske reforme iz leta 2013. Ker pokojninski sistem temelji na zavarovalniškem principu, je višina pokojnine odraz višine plač ter dolžina obdobja, v katerem so bili plačani prispevki tekom aktivne dobe. In tukaj naj poudarim, da je zato še posebej pomembno to, kar se hvala Bogu dogaja, povečanje zaposlenosti, odpiranje novih delovnih mest, kajti s tem bomo najbolje na dolgi rok pomagali vsem, ki so ta hip še vedno na meji revščine ali pod to mejo, in vsem tistim, ki težko, seveda kot upokojenci, živijo s svojimi pokojninami. Skratka, če zagotovimo kakovostna delovna mesta in zato rabimo razvoj gospodarstva, gospodarsko rast in tako naprej, potem bomo konkurenčni, potem bo tudi družba nasploh imela več prihodkov in bomo enostavno lahko pomagali tudi tukaj. Pomembno pa je, ali se posameznik upokoji starostno ali predčasno. V Sloveniji se posamezniki pogosto upokojujejo takoj, ko izpolnijo prve pogoje za upokojitev. Kljub temu, da se jim pokojnina v primeru predčasnega upokojevanja lahko zato trajno zniža tudi do 18%. Najnižje pokojnine imajo tako načeloma zavarovanci, ki ne dosežejo 40 let pokojninske dobe.
Zato moramo poskrbeti, in na tem se seveda zdaj dela, da bodo zavarovanci delali dlje, seveda v nekem ustreznem sorazmerju, glede na različne vrste poklicev in tako dalje, ter da se bodo predvsem tudi mladi hitreje vključevali na trg dela, kajti tu vemo, da smo tudi med zadnjimi v Evropi, to smo prepoznali že v tem mandatu in zdaj delamo tudi tukaj načrte, kako to čim bolj učinkovito spremeniti. Naj tudi povem, da me veseli, ob tej priliki, da je bila ravno v soboto na seji odbora sprejeta odločitev, ki jo je podprla tudi seveda koalicija, da bo januarja poleg že predvidene uskladitve se ta uskladitev pokojnin, torej povečanje pokojnin povečalo še nekoliko več na 1,15%. Ni veliko, je pa napredek in znak, da vlada usklajuje pokojnine, da misli resno in z vsemi temi ukrepi, ki sem jih omenil in tistimi, ki bodo sledili, bomo seveda tukaj Slovenijo postavili na pot nekega vzdržnega sistema, ki ne bo dovoljeval revščine. Hvala lepa. Magistrica Julijana Bizjak Mlakar, imate besedo, da zahtevate dopolnitev odgovora. Hvala lepa za ta pojasnila. Želela bi povedati, da sem vam zastavila to vprašanje, ker poznam načrtovane ukrepe, ki ste jih tudi našteli in vem, da ne prinašajo rešitve problema, na katerega opozarjam. Tudi v Desusu se ves čas trudimo za redno usklajevanje pokojnin, za kar pa vse vlade, tudi vaša, običajno nimajo dovolj posluha. Te dni se je moral Desus trdo pogajati z vami, da bo januarska uskladitev pokojnin približno 1,15% in ne le 1%, kot je bilo najprej načrtovano. Ne glede na to, pa lahko ugotovimo, da le usklajevanje pokojnin ni več dovolj. V izogib revščini med starejšimi potrebujemo drugačne ukrepe od doslej predlaganih. Ustrezni bi bili na primer naslednji ukrepi. Zvišanje pokojnin na raven, ki bi jo pokojnine dosegle, če preteklih zamrznitev ne bi bilo. Uzakonitev dostojne minimalne plače, s katerimi se da preživeti družino, da zaposleni ob upokojitvi ne bi zdrsnili v revščino. Uzakonitev dostojne minimalne pokojnine, postopno povečanje prispevkov delodajalcev na raven, kot jo za pokojnine plačujemo delojemalci. Uvedba brezplačnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno nego in ukinitev doplačil za zdravstvene storitve manj premožnih, saj za socialno državo nesprejemljivo, da lahko bolezen pahne posameznika v revščino. Spodbude starejšim za delovno aktivnost po upokojitvi, učinkovitejša politika zaposlovanja mladih in podobno. Spoštovani gospod predsednik vlade, kaj boste vi storili za spremembo za mnoge ljudi neznosnih in nepravičnih razmer, da bodo lahko naši državljani in državljanke dostojno živeli tudi v starosti? Hvala lepa za odgovor. Predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Torej, kaj bom storil kot predsednik vlade, sem na nek način že povedal, podprl vse ukrepe, ki grejo v izboljšanje stanja v naši državi, v zmanjšanje revščine, odpravo revščine. In oprostite, bi ponovil to, česar očitno ne veste, da smo v tej vladi po dolgih letih spet začeli usklajevati pokojnine, česar prej nismo, da seveda ta vlada prinaša večjo zaposlenost, da prinaša vse tisto, kar sem prej navedel, revščina pada, po 2 letih imamo spet nižjo stopnjo. In naj poudarim, da če seveda vi tega ne veste, vaša stranka na čelu z gospodom Erjavcem je podprla do zdaj vse te ukrepe. In vse ta usklajevanja so bila dogovorjena v okviru 3 koalicijskih strank, samo Desus ne more v vladi sprejeti nobene take odločitve, sprejema jih tudi SMC in SD. In zato verjetno vi ne veste točno, kaj se dogaja v vaši stranki, bi predlagal, da se pozanimate, kajti Desus je bil tu vedno del koalicije, ki je bil čvrst v teh zadevah, tu smo vse zadeve sprejeli dogovorno in to bo lahko potrdil tudi predsednik vaše stranke in verjamem, da tudi predsednik poslanske skupine in vsi ostali. Tako da razumem, da morda tukaj zastopate neko individualno mnenje, do katerega ste upravičeni, ampak kot sem rekel, ta vlada ima jasno začrtano smer. Tudi upokojenci in vsi, ki so pod pragom revščine in vsi, ki nimajo plač, ki so nezaposleni, so v našem obzorju velike skrbi, prednostno. Zato se trudimo in bomo se trudili še naprej. Tako da kot predsednik vlade si bom nadvse prizadeval predvsem za te sloje prebivalstva
Je pa normalno treba gledati na to, da družba napreduje v celoti, da se cel sistem premika na bolje. In zato ste lahko prepričani, da bomo v tej smeri tudi nadaljevali. Hvala lepa.